Ja, mi smo prišli kar brez napovedi. Nas je toliko, da se lahko to privoščimo. Čeprav je Sašo že rekel, da smo neki, kak si je rekel? Je kaj prav povedal? Je, dobro, Rogaške dnevi z Rogaške, seveda smo prišli na pogovidu Franca. Franc, 40 let zdržati moraš imeti zdrave jetre, ne? So, pa še, glavno je še tega cvata, da živi vsaj 40, pa koliko Bog dal, kak je rekel, ne? Tam, ko je imel Franci jetra, je sam še listek. Tle so bila jetra. Tole, kar vidite, pogledajte, vse tiste kuštrave, plešaste in kratkovidne, Rogaški odmev. Ansambel, ki je skupaj že kar nekaj časa, on je najmlajši, Kupcajt. Ja, 32 let. Uje. Gremo počasi za Franco. Zdaj bi lahko že imeli maturo, ni hudič. Veste, zakaj je Rogaški odmev pomemben? Naša Lidija, pogledajte tole mladenko, ki sije kot semafor na Dunajski cesti. To nas sploh, ko ima tak strah. Da, je pričela prepevati pri Rogaškem odmevu. Kaj vas je pičilo, da ste njo vzeli za pevko? Ja, takrat smo še bili manjši. Pa ne umeli, nismo bili zbirši, tako reče, ne? Zdaj naša mladina je zbiršna. Da, dobro. Tako je pač prišel, nekdo nam je priporočil in evo. Jaz sem šel po njo in rekel, mama, je rekla, da boš se pazila, da ne bo kaj narobe. Prvi čas smo prišla k tam. Dobro, da mama ni vedela, kaj vse je bilo narobe, da nam, in je bil Rogaški odmev s pevko Lidijo. Lidija, katero pesmico ste se najprvo naučili z Rogaškim odmevom? Jaz se tisto ne vem, ampak spomnim se prvega nastopa, to je gostišče Amon, v Olimju. Bilo me tako strah, da Bog pomaga. Htela sem pa čakala v. No, ampak to sem bila stara 14 let, še ne nekaj. Ja, 3 leta gore. Moj šofer je bil pa vedno Mirko. Vedno Mirko. Ker so se najrajši strhavati mene vozile domov, ne vem zakaj, ampak so rekli, da tako pride in brez problema domov. Jaz seveda, jaz sem bil na friško poročen takrat. Jaz sem šli čisto druge stvari po glavu. Cement je imel pa dobroverno ženo. Kaj si pa delal? Lidijo sem pelal domov 3 dni. Kaj sta pa delala? Človek ne jezi, se pa šnopc. Vse druge pa niste poznali. Kaj boš pa danes prepevala? Prepevala bom 2 pesmici, ki so stare 20 let. 23 let. In če se bom kaj zmotila, bom upravičen. Res dolga doba. In to je bilo res, ko sem stara 14 let, sem začela prepevati pri njih. Bilo je res nepozabno, trajalo kar nekaj časa, ampak bolj mladi fantje, tudi mlada jaz, ljubezen, družina in smo nehali. Pa smo spet začeli, pa spet nehali. Pa je prišel Franc, pa je nam spet. Jaz to vsak večer začnem, neham. Prav lepo sem te vprašal, kateri 2 boš zapela. Pa ista, ko moja žena, govorila 15 minut, sem povedala, ni pa nič. Kaj boš pela? Srečen par. To sem jaz pa moja žena, dobro? Lojz je to težava. Kdo je Lojz? Lojz je roke v luft. Kje imamo kašenega Lojza? Je kašen Alojz? Eden? Sam stis najebal. Pa čisto resnično. Ja, hvala vam, Rogaški odmev, da ste se odzvali po vodilu. Sem zelo ponosna in sicer tu na moji desni strani je Aleš Pravčak iz Slovenskih Konjic, igra vse sorte, od trompete, poje, harmoniko, da ni. Za mene je Lovro Medved iz Kristan Vrha in njegov brat Sandi, ta dva sta tudi takrat maharja, ne? Ja, brata sta, ja. Ti igraš klarinet in saksofon. Sem še kaj pozabila? Ne. Sandi, ti si pa moraš praktik, ne? Kaj ti vse igraš, ha? Danes bom harmoniko. Danes boš harmoniko. Kaj boš pa jutri?
Jutram pa mogoče bariton. Ta igra pa res čisto vse in še poučuje. Zraven njega je šef Mirko Žumbelj iz Rogaške. Sem prav povedala? Male rodne. Nisem bolj mali šef. Bolj mali šef, a si kar veliki. Ti si frajer. Imaš veliko družino, vse poštimano, ja, to imaš vse. To je fotometer, tako treba. To je ura. Je dober pevec in kitarist. In ukvarja se tudi z petjem v zboru, je tako? Sem še kaj pozabila? No, za njega je pa tudi iz Rogaške Slatine, je pa Klaudine Kores, ki igra pa tudi vse, tako da ne vem, kaj bo danes gratalo. Ha? Bomo videli. Čim prej nas naženete, tem boljše. Evo, gremo. Zabuđu sretani, na njegu svi strašni, sve nema nekome i to je dan. A moj za sebe si, domov sam kupi, jer ravno ružica i pa za stan. Uvijek sam zvoni, zapaši u grani, te nema vidno se su zaženi. Od toga piša me, da svi me preljubi, da sreća znam sebi, da znam sve. Ti si od sebe, kada se mišao, daje se mi, i u glavi se šli, očekaj da se suši. Sam slišao od njih, da neće podvodi stari, sve mojih se ujenje, se nagovara spoznati žal. Melodijo za tale komad je napisal naš harmonikar, Sandi. Da pa napisal besedilo Ivica Cvikler, žal je ni več med nami. Zdaj pa naslednji komad, Srečen par, je pa glasbo napisal Brane Plavžer, besedilo pa Vera Šolničeva. Srce tako začutila sva,
Zdaj pa vam pripustim Oleg, pa razturajte. Ja, vsi so imeli dve. Mi smo imeli ta privilegij, da lahko še eno. Zraven Franca. Franc, še enkrat iskrene čestitke. Flaše nismo pa nesli, ker flaša tako mala, ker vem, da oni veliko več spijo, pa to bi mogel Kišto vina tam nesti. Ampak mogoče bo pa enkrat Lidiji dali tako, vsaj nekaj za spomin. Še eno. Odmevalo bo še dolg cajt, ja zdaj pa konc, morate jeti. Ura je dost, se vem, da ste že čist nestrpni. Je rekel Franci, daj še sponzorje prečitaj, bom. Evo, prvi sponzor Damjana Ocvirk. Kar se tiče Damjana Ocvirk, sponzor sem jaz sponzor. To si vsak dec misli. Ampak dobro, da si misli, dokler si tako deci mislijo, so stvari okej. Damjan Ocvirk, Franci Ocvirk, SP je pa spode. Krajevno skupnost Pečice, pekarna Duh Celje, gostilna Jan Smart Studenc, kjer je Franci špilal že 800-krat, naslednjič, ko vprašal, ga bodo ustrelili. Gostilna pri Dediju, Stane Pirkovič Marjeta, avtobusni prevozi Mirtus Blanca, gostilna Obrez Milan Obrez SP Žagar, kamera Boris Kovačič. Ansambel Jarica, ansambel Labirint, ansambel Rogaški odmev, vsem še enkrat njim hvala. Vam pa.
Največja zahvala gre vam, drage obiskovalke, spoštovani obiskovalci. Zakaj smo mu skontali tak naviti, nabriti, polni energije zaradi vas, zaradi vaše dobre volje, zaradi iskric v vaših očeh. Ga ni denarja na svetu, ki bi poplačal vaše veselje in energijo. Je tako? Je tako. Danes ste potrdili, da Francijo Cvirk še naslednjih 2 tedna ne ušel v pozabo, a ne, 20 let, a ja, malo sem narobe prečital. Franci, kaj je nerodno? Ne, meni narodno. Ampak lahko nekaj povem, v tej, ki smo imeli televizijski oddaji, pa bo vprašal voditeljica, taka nutra punca vlaju. Je rekla, daj mi nekaj povoric povej, kaj imaš raješ, harmoniko ali ženo? Sem rekel harmoniko. Rekla, veš se lepo, ampak žena ta pa ne pere, pegla, oblači, vred spravlja. Sem rekel, to je vse vem in zelo lepo, ampak, ko pridni jaz domov, vrže harmoniko v koti tiho. Sem rekel, vrž babnico, boš videl, še zdaj dobo. Eni so rekli, da moraš imeti jajca, da kaj daš in da poveš. Sicer sočustvujemo, kaj bo, ko bo prišel domov. Da, draga, kaj Rajko, ti si s tem treku, kaj se pa ti sreči? Koliko da je ledi, kaj misli si? Kaj bomo zdaj, Franci? Jaz takole zdaj v tej dvorani, kot vidim, so večinoma vsi prijatelji narodno-zabavne glasbe, če ne bili ne bi tukaj. Hvala lepo vse skupaj, ampak še ne gremo. Seveda smo tu za vas pripravili skladbico in to je Polka za prijatelje. Šopaj Miško, je rekel Mujo. Ste za to, da vsi eno skupaj zapojemo. Tisto, ko vsi znamo v dolini tihi, verjetno se še bolj kjer zdravo družbo, kje pa je tlatko? Ja, ne vem, kje da. Ali je šel domov, pa ne bo jele? Ja, ne vem. Kako? Seveda, pa z
sam Beljarica pride tu zraven, ja, seveda. Ja, sam, no daj se zamenjal. Zdaj se pa jaz navest. Franci, da ne bojo samo drugi čestitali, ne? Da ne boš tako, ne? Ti tudi Dimitrije, Matjaž, Jože, ja tole je cel bataljon, ampak samo Dimitrije, Jože, Matjaž in jaz želimo veliko igranja še naprej. Ostati taka dobra oseba, srčna, res si zlata vreden, tak ne povem, no. Zdaj že pa je začela jokati, vse mi rekel Sašo, ja. Franci, radi te imamo, ostam tako si, ja, švitsko nisem. Tole smo ti pa nekaj prinese, neka malenkost, da se boš vsakič spomnil, ko boš prišel domov, na nas. Ali pa na vikend. Dragi Franci, v imenu vseh nas sprejmi to ledilco. Plastično grozdje in kot motor, da se bojo lahko vnuki igrali z njim. Ne, ta bo šel v vitrino. Du. Vse Franci ve. Jaz ti govorim vsem mojim članom, hvala lepa. Upam, da bo še kakšne 2 meseca skupaj, pa gremo na morje. Lidija je rada na morje, ko je mrzla voda, da je malo skup potegne. To imaš pa prav, veš? Ja, pa imaš šla skup. Jaz nočem biti v mrzlo vodo, jaz grem raje v rožo, ker pa vse nekaj izgleda. Ali pa gremo še eno skupaj. Takole, zdaj bomo vse skupaj zapeli tisto v dolini tihi je mesnica mala. Ne, vasica mala, ja. Še
pravijo, res ulice, pa tudi ni veselice. Franc je rekel, da tako zelo obvladate besedilo vseh slovenskih narodno-zabavnih pesmi, da sigurno znate tudi Golico. Franc je edini Dolenjski, ki jo zna tudi o angleščini. Dej. Koncerta. Želimo vam srečno pot domov. Če vas policaji ustavijo, rečete, da mene bo znati 1000% da plače kazni. Sicer pa še enkrat hvala lepa, lepo nedeljo že naprej, ko je ostala, pa lepo prijetno noč. Imate že 3 minute cajt? Pod lipico zeleno. Mora zaslužiti nazad, pa so bo skontali. Dej, Franci, kjero bo, sem da bo še ena. Je rekla Damjana. Skaj ova, tako za mene se postav. Kako imaš prezristo, da v Nemčijo leče? Ja, a v telo bo fajn. Ja, zelo fajn. Thank you.
dan pozabil. I rekla Lidija, da bi se zapela, čakala bom. Hoš Lidija? Ja. Evo ga se te na dušu publiko, čakala ga bom. Se dolgo čakala. Pa sam da ga vtakne. Se to je... Ponovadi ga prluk zjebe, ampak zdaj ga bo zadev. Se to je Lidija čakala, da ga Ko smo tu pri Torjanci špila, smo rekli, pa zakaj pa da bi kako Jančevo himno našlimali? Še niste slišali, ne? Niste? Pa je bodo poslušali? Sam vem, če bomo znali, ampak nekaj bomo s vam vod skupili, ne? Darko me malo bolje raztegne. Ja, Darko bolj ga raztegni. Jaz sem hotel, pa je rekla Lidija, da ne gre klicla preveč gor.
srečno pot domov in upam, da se že nekje vidimo. Bilo kje, sem da bo lušno. Hvala in lahko noč. Lidija je rekla, da je vse dol leze, tako da če ne bi radi kakšnega groznega prizora, budete domov. Ajde.